dan, pizzerija Njam Njam. Kako vam lahko pomagamo? Dober dan, jaz bi pa naročil eno dostavo pice. Seveda, gospod Jože, vidim, da stanujete na Mestnem trgu 4. Ja, kako ste pa vedeli, kako mi je ime? In kako veste, kje sem doma? Ja, veste, sedaj s pomočjo umetne inteligence in algoritma obdelujemo vse klice, da pospešimo proces naročanja. Aha, pa je to varno? Ne vem, če je meni všeč, da imate vi moje osebne podatke. Brez skrbi, gospod. To so samo javno dostopni podatki, ki so popolnoma splošne narave. Aha, dober pol, pa bi pa naročil 2 srednji pici za domov. A samo 2? Tukaj vidim, da imate doma ženo in 2 otroka. A ne bi bilo mogoče bolje naročiti kar družinsko pico? Dober, ja, pa dajmo kar družinsko pico. V redu, pa dajmo eno družinsko pico s sojo in tofujem. Točno tako, kako ste pa vedeli, da bi rad točno to pico? Ja, tukaj vidim, da ste prejšnji teden v knjigarni kupili knjigo z naslovom Vrhunske jedi iz soje in tofuja. Tako da izbira je logična. Pa vidim, da boste kar z gotovino plačali, ker so vse vaše plačilne kartice že presegle limit. Pa vidim, da boste najverjetneje kar na dom naročili, glede na to, da je vaš avto na servisu. Res nerodna reč to, kar se vam je zgodilo z menjalnikom. To je pa že preveč. Nočem več poslušati, katere moje osebne podatke imate. Gospod, jaz vam zagotavljam, da so podatki, ki jih pridobi naš algoritem, popolnoma splošni in kot taki popolnoma neškodljivi. Dober, potem pa pošljite že to pico, da čim prej pride. Seveda, gospod, evo, vaše pice so že naročene in vam jih bomo dostavili. Ja, super. Kdaj pa lahko potem pričakujem, da pride? Tega vam pa ne znam povedati, gospod. No pa lep dan še naprej.